Znano dobrega pol leta in več. Bom mandat za sestavo nove slovenske vlade poveril zmagovalcev zadnjih parlamentarnih volitev. Menim, da je to prav, pošteno. Zmagovalcev volitev mora biti dana priložnost, da upraviči največjo podporo pri ljudeh. To krepi zaupanje ljudi v demokracijo in dela postopek oblikovanja vlade jasen in razumljiv. Na nedeljskih predčasnih parlamentarnih volitvah je zmagala stranka SDS, prvaka Janeza Janše. Zato sem se odločil, da poverim mandat za sestavo nove vlade. Uradno in formalno bo seveda to mogoče storiti šele po konstituiranju državnega zbora, potem se bodo oblikovale poslanske skupine in se bom sestavil z vodij poslanskih skupin na posvet. Danes so se sestavili uradno v skladu z običajem, o katerem sem nekateri spomnili, širi leti protokol na pogovor takratnega zmagovalca parlamentarnih volitev kot rečeno. Predsednika SDS, gospoda Janeza Janše, sem tudi po tej poti danes obvestil, da bi mu nameraval poveriti mandat za sestavo nove slovenske vlade in posvetovala sem se o možnosti, da bodo uspeli. Njemu in vam povem, da je po moji oceni najboljše, če zmagovalec volitev uspe tudi sestaviti vlado. Seveda, vlado lahko sestavi tudi drug, vendar tudi izkušnjamo, da je to druga najboljša. Želim si, da bi bila Slovenija politično stabilna, zato upam, da bo postopek oblikovanja nove slovenske vlade tekel čim bolj gladko. Po podelitvi mandata se kot predsednik republike ta postopek ne bo minil. To je stvar mandatarja. Ne glede na politične razlike ali pa prav zaradi tega razlike, da je ta postopek poteka v duhu dialoga. Glede tega si dovolim na stranke in njihove voditelje naslednji problem. Prosim vas, da se pogovarjate, da se vključujete in da se ne izključujete. Prosim za pogovor med vami, ne nujno za dogovor. Odločitev o vstopu je seveda vaša odločitev. Spoštovane gospe in gospodje, znašli smo se v položaju, nismo videli kaj tega, take svetlaki, ko je politične značaje lažje opisati, če smo proti nečemu ali proti komu, kot če smo za nekaj ali za komu. Ampak v vsakem primeru mora biti dovolj prostora, da smo vedno za to, da se o tem iskreno odgovarjamo, brez zapiranja vrata. Ne povem zelo jasno, ne zavzemam se za nobeno koalicijo posebej. Razen, da se zavzemam za to, da je uspelo mandatarju, ki bomo uverili. To je rečeno stvar mandatarja. Zavzemam pa se za dialog, potem in za politiko vključevanja in izključevanja. Upam, da bo moja prošla na nekatera razumevanje vse zelo pritem sodelovanje na prejšnji. Rečeno je bil danes na pogovoru predsednik SDS Janeza Janša, ga prosim, da ste prihodili. Hvala lepo, predsednik, da prosim skupaj. Hvala najprej za konstruktiven in neformalni pogovor, tudi za ta poziv na sodelovanje. Slovenija je v nedeljo šla na parlamentarne volitve. Rezultati so takšni, kot so. Zdaj z demokratske stranke smo z rezultatom zadovoljni. Res pa je, da je državni zbor prišel do več strank. Imamo neko situacijo, ki je pač posledica
rečeno, da še mislil, da tokrat je dan, ki nas učil sestavno koalicijo za Slovenijo, ne koalicijo proti Marjanu Šarcu, Temu Žitinu ali Miru Cerarju. In osnova za sestavljanje koalicije bo programski odgovori na izzive, za katere mislim, da so vedno pred Slovenijo. Vem, da bo se najbolj postavljeno. Kdo je koga pisal, ali bo pogovori že potekajo in tako naprej. Normalni pogovori ne potekajo, ker za to ne obstajajo možnosti. Ne obstajajo normalne možnosti. Najprej se mora konstituirati državni zbor. To se zgodi potem, ko je pripravljenih najmanj polovica mandatov. To so predvidoma zgodilo 22. ko se iztekajo roki. In po tistem, če bo gospod predsednik nekakšno predlaganje sekretarženja, bodo stekli formalni. Se pogovori, da takrat so neformalni, ki potekajo v njih, ne bomo javno razpravljali. Najslabše, kar se v državi zgodi, da se koalicije sestavljajo pred televizijskimi kamerami. V tem ospredju niso programske zaključne vsebine, ampak všečnost in kampanja. Temu se želimo vzoriti in tej točki, da se bomo za razumeli. Skušam, da mora to vprašanje zelo veliko in to koliko vaše poteklo mi, tako da nekaj vprašanj bo vas prejela prav vse ne, in bo to se različno dobili besedo, razumite, eni nekaj tako preprosti. Gospod Janša, zanima me, pravzaprav kakšno vlado se želite, večkrat menjati tudi možnost spremembe volilnega sistema, vlada vaša je želja po ustavni večini, ki je več kot 60 poslanskih glasov. In predvsem me tudi zanima, rekli ste, da pred televizijskim kameram seveda boste sestavljali koalicije, vidimo in slišimo, da na drugi strani delimo na levi sredini je že kar precej dogajanja, precej sestankov. Kako jih komentirate, torej da že nekdo drug poskuša prevzeti vajeti? Glede tega zadnjega, pač ne komentiramo, kar se tiče naših želja v sestavljanju vlade, so takšne, kot se to prej izrazili. Mi si želimo koalicijo, ki bo delala za Slovenijo, ki se ne bo ukvarjala z glavnimi stvarmi v bistvu. Sprememba volilnega sistema ne bo prioriteta državne vlade, ker od tega vlada tudi ne more doseči, ki gre za dvotretjinsko večino. Potrebne spremembe ustave, pa se verjetno so postavljena sodišča na to temo. Volilni zakon je mandatni, in se to tudi s tega piše v ustavi. Tako da to je naloga nevladnega političnega razreda, se pravi tega parlamentarne stranke, ki so zdaj v državnem zboru. Mislim, da imajo obvezno volivcev, da jim bo jasno, da demokracija v Sloveniji vseeno deluje, ker zdaj ljudje vidijo, da so v državnem zboru izvoljeni tisti, ki so dobili nekaj 100 glasov, so pa izvoljeni tisti z njihovi popravi, so tudi nekaj 1000 glasov. Koliko se tukaj prejšnja elita ne bo poenotila in naredila spremembe, da bodo volivci dejansko imeli možnost, da bo srednjo odločiti, kdo je bo zastopal. Lahko ne glede na to, kakšne bodo rezultati, ki bodo bila, pričakujemo še nižjo volilno udeležbo. Zakaj bi še nekdo volila v tem in aritmetika, ki je nič ne razume, odločil o tem, kdo bo se Gregor Drnovšek, je Slovenija, gospod predsednik, če se slučajno zgodi, ravno zato, kar je Suzana vprašala, da na levi sredini že poteka, se marsikaj dogaja, če se slučajno zgodi, da ob uradnih pogovorih s predstavniki poslanskih skupin in tako naprej, nekdo pride z 46 glasovi, kaj boste storili v tem primeru? Potem so se s predsednikom SDS-a pogovarjala. Zato je tudi Janša predvidel izjava postopkov, ker so oba zavedala, da je verjetno smiselno začeti te pogovore šele, ko je uradno dodeljen mandat za sestavljanje vlade. Zlasti položaj, v katerem smo se znašli po teh volitvah, ko je zaradi izjav pred volitvami vsaj na prvi pogled teženo vodenje postopka za oblikovanje vlade. Če se je izkazalo, da druga večina, mimo volje predsednika SDS
SDS Janša in njegove stranke izkazuje sposobnost, da oblikuje vlado za potrebno podporo poslank in poslancev, se bo gospod Janša glasil znova promeni in tudi uradno da bo sprejel mandatne stanosti. To bomo ugotovila skupaj in na podobno sestanku kot danes. Do takrat ni nobenih razlogov, jaz kot predsednik Republike menil, da to isto je ki bo bila povedal mandatno bo uspelo. Glede tudi danes sem se odločila za izjavo pred javnostjo, zato ker se mi zdi, da je po eni strani potrebno, kot je dejal, kot je tudi običajno, voditi pogovore iskreno in sem jasno iskreno, brez tega nobenih pogajanj ne gre. Po drugi strani pa mora biti ta postopek dovolj transparenten, da ga javnost razume. Torej, moja namera je, da predsedniku največje stranke poveri mandat. Če bi se izkazalo še pred tem, ko to storilo, da za uspeh nima možnosti, se bomo o tem pogovorila in bom vzel na znanje njegovo odločitev, da bo dati možnosti. To drži, če nekdo zbere večino mimo nekaj programskih pogajanj naprej in predloži kandidata, potem je jasno, da nima smisla samo procedure zavlačevati. S tem se seveda nič ne dobi. To se je že zgodilo v sosednjih drugih državah, bili smo tudi v času so takšne vlade trajale. Tisto, kar bom jaz največje zanimanje naredil, to da bom prebral program za tisto. Prosim. Mihael Večnik na kanal. Če se vmes zdaj v tem obdobju zgodi karkoli in verjetno v zvezi z državom ali pa imamo sklep državnega zbora z novo Ljubljansko banko, imamo vlade s svojimi pooblastili, boste tako tudi vi, gospod predsednik, pri zadevi pomagali, če Evropska komisija sprejme odločitev, ki bo treba ukrepiti. Gotovo bi bilo lažje, ne bi pa to rešilo celoto problema, če bi imeli vlado, ki ima polna pooblastila po volitvi. Imamo še 2 meseca vlado, ki nima polna pooblastila. To otežuje sprejemanje določenih odločitev povezanih z pogajanjem z Novo Ljubljansko banko, za arbitražo in z drugimi zadevami. Naprejšnjega odgovora moram dati, ker je to pisno v mojem pogovoru z predsednikom vlade v odstopu z ministri njegove vlade, pa seveda tudi z voditelji političnih strank v parlamentu in voditelji članskih skupin. Glede, če bo prišel do položaja, v katerem bo potrebno zaradi državnih razlogov interesa sprejeti neko odločitev in ne bomo imeli drugih osnov, potem je prva pogovor. Pogovor o tem, kaj stoji, ki mora vključevati vse in mora dati možnost, da izberemo najboljšo možnost, ki bo imeli pripravljeno podalo. Vi poznate moje načelo vedenja. Če nekoliko se o stvareh, ki niso stvar moje pristojnosti, prvaki parlamentarnih strank in vode poslanskih skupin strinjajo, da pomagamo pri sprejemanju odločitev, nikoli ne te možnosti zavrnem, da bi se pa proti njihovi volji vtikal v stvari, ki niso moje pristojnosti. Če bodo za to, če bomo videli, da je to morda v tem umestnem času najbolj primerno, sem seveda vsekakor pripravljen kot predsednik Republike, torej ustavno-pravno član izvršne oblasti s polnimi pooblastili pomagati svoj najboljši način. Bo pa to precej zapletena, pravno in politično zapletena situacija, vendar ne nerešljiva o dobri volji. Mora bi imeti pravno podlago vsake demokracije. Prosim. Vi ste želeli? Ne? Še kdo? Prosim. Glede na pravic spoštovanja kampanji, ki se to zanima, če pride do opcije, da koalicija z SDS javno, brez Janeza Janše, boste pripravljeni prepustiti mesto mandatarja Slovenska demokratska stranka je stranka, ki obstaja nekaj desetletij, in stranka, ki ima več kot 10% poslej več kot 20% in ki obstaja več kot en mandat. Vstak naše stranke so kolegice in kolegi v prihodnjih desetletjih, kot so
še zadnje vprašanje? Ne? Prav. Zdaj se bomo